Kaj če bi vam ponudil čarobno palico? Kaj če bi vam ponudil način, kako lahko kot coachi, kako lahko kot predavatelji, kako lahko kot mentori zgradite svoj coaching posel, kako lahko greste naprej, naredite preboj, kako lahko v resnici s coachingom, s predavanji, z mentorstvom, z pomočjo drugim ljudem uspete, preživite, se premaknete naprej, da živite življenje, ki si ga želite in sanjate. In tukaj z mano je ta simpatičen medvedek, ne vem, če ga vidite, ki v resnici pomeni eno zelo zanimivo stvar. Namreč v hotelu imajo, kjer se odvija seminar, zdaj seveda NLP v Londonu, imajo check-in za najmlajše. To pomeni, naredili so eno vrsto, kjer se lahko čekirajo najmlajši in pozdravi jih ta simpatičen medvedek. Ena izmed stvari, ki jo coachi dostikrat pozabljajo, je seveda, da je coaching, predavateljstvo, igra emocij. To pomeni, da smo ljudje, ki smo na drugi strani kot stranke. Zato ne pozabiti najbolj pomembne stvari, če bi radi postali coachi, najbolj pomembne stvari, če bi radi postali predavatelji, ki je imejte radi ljudi, imejte radi svoje stranke in seveda prilagodite ta coaching koncept oziroma prilagodite vaš coaching, vaše delo temu, kar te stranke potrebujejo, temu, kar te stranke v resnici želijo. Zdaj pa rad z vami delil, kaj so ključne stvari, ki jih v resnici danes potrebujejo ljudje, kaj so ključne stvari, ki jih danes potrebujejo coachi, zato da lahko začnejo svoj coaching posel in to, kar se bomo naučili. Da vam dam par težav, par izzivov, ki jih danes imajo coachi, zaradi česar v resnici njihov posel ni tako uspešen, kot bi lahko bil, ali pa zaradi česar v resnici ne naredijo preboja, ali pa ne dobijo strank, ali pa sploh si ne upajo začeti. In prva napaka je seveda, da ne znajo zbrati svoje niše, ne znajo zbrati področja, ki bi ga radi obvladovali in z njim delali, in ker tega ne znajo, se v resnici vsa komunikacija, ki se odvija po mailu, vsaka komunikacija, ki se odvija na socialnih omrežjih, vsa komunikacija, ki se dogaja, gre čisto mimo, čisto stran od ciljnih strank, in ker ne znajo pravilno komunicirati, ker ne znajo pravilno delati, ker ne znajo na pravi način govoriti strankam, ne naredijo preboja. Tako da prva napaka, ki jo coachi danes počnejo, je, da nimajo definirane niše, nimajo definiranega področja, kako lahko coachi, kako lahko pomagajo drugim ljudem. Naslednja napaka, ki jo danes coachi počnejo, in ta je kritična, je, da ne znajo definirati svojih produktov, ne znajo pravilno poimenovati produktov, ne znajo določiti transformacijskega procesa in na koncu tudi ne znajo zaračunati. In ker ne znajo vsega tega, v resnici kaj se zgodi? Eni precenijo svoje produkte, eni podcenijo svoje produkte, eni jih takoj poimenujejo, da jih noben noče kupiti, ker danes se treba zavedati nekaj, da ljudem morate dati to, kar hočejo kupiti, ljudem kot coachi morate prodati to, kar hočejo kupiti, in potem, ko enkrat bojo postali vaše stranke, jim morate dati to, kar rabijo. Zato, ker danes ljudje niso iskreni do sebe, danes ljudje niso iskreni do tega, kar morajo v resnici narediti, in ker niso iskreni, ne vzamejo to, kar rabijo, vzamejo ponavadi to, kar hočejo. In ponavadi so to neki quick fixi, to meni hitre, enostavne rešitve. V resnici mi danes vemo nekaj, da coachi, tisti, ki res delajo s srcem, dajo veliko več kot samo tisto, kar vidite navzven. Dajo veliko več zato, ker si želijo, da so njihove stranke uspešne. Uspeh vaših strank je vaš uspeh. Zapomnite si to in napišite si, počrtajte si to, kajti o tem se bomo pogovarjali. Če bojo vaše stranke uspešne, boste vi uspešni. Če vaše stranke ne bojo uspešne, vi ne boste uspešni. Tako da, kaj je pomembno, je, da ste obsedeni s tem, kako boste strankam pomagali, kako boste strankam spreminjali življenja. In zato, zdaj, naslednja napaka, ki jo danes počnejo coachi, je to, da v resnici se nikoli ne naučijo, kako prodajati, kako zamenjati te potencialne stranke, ki jih tudi ne znajo najti, za plačljive stranke. In mi seveda na Fire Tier Business Coachu smo točno to naučili. Naučili se bomo, kako lahko najprej pridobite lide. Lidi to so potencialne stranke, in potem tudi kako jih konvertirate v plačljive stranke, kajti šele takrat, ko bo oseba kupila od vas paket,
ko bo odkupila od vas delavnico, ko bo odkupila od vas izobraževanje, seminar, šele takrat ji boste lahko pomagali, drugače sploh ne morete pomagati. In če ne boste ji pomagali, če ne boste peljali skozi ta proces transformacije, se ne bo nič zgodilo, se ne bo premakalo. In na koncu danes ljudje znajo pomagati ljudem, pazite to, ni dovolj, da boste strankam znali pomagati, ni dovolj, da boste znali v resnici delati transformacijo, pomembno je, da boste znali tudi tako predstaviti, da bo oseba seveda postala vaša plačljiva stranka, da bo od vas kupila. Če ne prodate, ne morete pomagati, če ne morete pomagati, ni transformacije, ni preboja, ni sprememb in če to pomeni, da če ne prodate v resnici, se ta svet nič ne spreminja, ostajamo tam, kjer smo. Zato kot coachi, predavatelji, mentori, se tega moramo naučiti in to moramo v svojem življenju tudi početi. Zdaj, naslednja stvar, ki se bomo učili, seveda je to, kako prodati iz odra, to pomeni pred publiko in kako prodati ena na ena. In zdaj mi je prav vseeno, ali boste počeli kot coachi, predavatelji, mentori ena na ena, ali pa boste počeli ena na mnogo. Važno je seveda, da bi radi pomagali ljudem in da ste seveda pripravljeni narediti ta preboj. Tako da na Fighter Business Coachu, to je tečaj, ki ga začenjamo, bomo skupaj do junija. Vmes imamo še 4 srečanja v živo, zdaj bomo postavili temelje. Postavljamo temelje za to, da boste vi lahko začeli svoj coaching posel. In ljudje pa rečejo, joj, nisem še pripravljena, ker ne vem točno, kaj bom prodajala. Ker v resnici nikoli ne boste vedeli točno, kaj boste prodajali, ker rabite proces, kako definirati nišo. In mi bomo imeli eno posebno vajo, kako definiramo nišo. Potem bo ljudje rekli, jaz ne maram prodajati, jaz ne maram tega in tako dalje. Rekli, vsaka stvar, ki ste enkrat začeli, je bila neprijetna. Vsaka stvar, ki ste enkrat začeli, je bila taka, da niste hoteli jo narediti, niste jo hoteli vzeti in potem ste jo osvojili. Če pomislite na to, kaj ste rabili, da ste začeli hoditi. Rabili ste začeti korake delati in prvi korake, zdaj se verjetno ne spomnite, so bili lahko neprijetni in potem ste jih osvojili in potem so postali nekaj vsakdanjega. Danes sploh ne razmišljate, ko hodite več, ker vam je to postalo tako enostavno, tako trivialno. Rabili ste nekoga, ki vas je držal za roko, da ste shodili. Če pomislite prvič, ko ste šli na bicikl, kaj se je zgodilo? Ste se usedli na bicikl in na koncu, kaj, ste mogoče padli ali pa niste šli tako varno čez, rabili ste nekoga, ki vam je držal zadaj sedež, držal kolo, da ste imeli ravnotežje in potem, ko ste začeli voziti, ste kar naenkrat osvojili to. Ni bilo to čez noč, ste rabili nekaj časa vaditi. In zdaj isto velja pri coachingu. Jaz vas bom seveda držal za roko, vam bom dal vsa možna orodja, vi boste dobili praktično template in skripte v digitalni obliki. Prvič, kako definirati nišo, drugič, kako narediti landing page, ne samo kako narediti landing page, mi bomo tam dejansko delali. Potem, kako narediti oglas, mi bomo tam dejansko naredili oglas, mi bomo v resnici tam za vas posneli video, mislim, vi boste rabili tam nastopati in tudi za vas pofotkali, tako da boste imeli profesionalne fotke, profesionalne video, boste imeli landing page, ki bo beta, začetna verzija, to se skozi spreminja, to je, vi boste imeli cel kup dobrih materialov in gradiv že narejenih po teh 3 dneh. To ni delavnica, ki se naučite samo teorijo, to je delavnica, ki se naučite prakso. Investicija v to, dajte za to investicija v to, seveda, je 15 let mojega dela, 15 let truda, 15 let vlaganja, potovanja, vsega, da to lahko z vami deliti. Zdaj, lahko seveda poravnate to na obroke, če imate kreditno kartico, greste k nam, boste to dejansko s Tjašo se dogovorili, ne pišite Tjaši mail na tjaša@mastermindacademia.com in se z njo dogovorite za poseben način plačevanja. To pomeni, da imamo možnost, da s kreditno kartico plačujete na obroke. Še ena stvar, ki se mi zdi tukaj dragocena, je to, da nikoli ne bo pravi cajt. Jaz vam povem, razlika med uspešnimi coachi in neuspešnimi coachi, med uspešnimi predavatelji in neuspešnimi predavatelji je samo v enem. Začeli so, vzeli so mentorja, da so šli hitreje naprej proti rezultatom in so se naučili na tej poti. Vi brez tega, da se naučite z strankami, da greste ta transformacijski proces, ker mi se bomo naučili, kako definirate transformacijski proces. Brez tega, da greste ta transformacijski proces čez, brez tega, da vadite ta proces, vi nikoli ne boste postali uspešni coachi, predavatelji, mentori. Ni možnosti. In preko začnete, preko se vržete z te cone obdobja,
večjo konkurenčno prednost boste imeli pred trgom, pred ostalimi. Danes ljudje potrebujejo coache. Danes, če pomislite na to, imamo populacijo, ki je 8 milijard ljudi. 8 milijard ljudi, vi se lahko specializirate na tako nišo, kot sami želite, in seveda znotraj te niše pomagate ljudem. Če ne veste, kakšno nišo bi izbrali, izberite 2, 3, 4 niše zaradi meni in potem ugotovite, kje je tista, ki vam najbolj ustreza. Ena niša boste lahko ugotovili, da mogoče nima denarja, ena niša boste lahko ugotovili, da mogoče ni pripravljena na spremembo, in potem boste rekli, dajmo začeti s to nišo. Kajti time to market, koliko časa vi dejansko potrebujete, da greste na trg, bo ena izmed ključnih spremenljivk. Jaz sem tukaj zdaj v Londonu, kjer že toliko let sem asistent pri dr. Richard Bandlerju, izpopolnjujem svoje znanje, preučujem ljudi, ki so dejansko uspešni coachi, uspešni terapeuti, uspešni mentori, uspešni predavatelji. 15 let skoraj Tony Robbinsu že pomagam in tako dalje. Res vsa ta leta skozi se učim, investiram v moje znanje in potem mi nekdo reče, ko mu povem, kaj bomo delali, to pomeni definicija niše, transformacijskega procesa, kako se prodaja na coaching klicu, kako se prodaja z odra, kako v resnici napisati landing page, da bo v resnici pritegnil, kako narediti lead magnet. Ko rečem, tukaj bomo delali, rečejo, vse to že vse znam, vse to že vse vem. Ma to je treba vsako leto iti večkrat čez, da izpopolnite, da znate. Ubijalec znanja, učenja je stavek, sej to že vem. Potem rečejo, ja, ma to je predrago. Ma kako je predrago? Vi rabite 1, 2 stranki, da lahko pokrijete to investicijo in vsaka naslednja stranka je vaša stranka. Ali bi rajši zdaj porabili 15 let, kar sem jaz porabil, potovali po vsem svetu, Južna Amerika, Avstralija, vse naprej, in čez 15 let prišli do teh rezultatov in odgovorov, ki jih boste dobili zdaj skoncentrirano, zgoščeno na tem papirju in na digitalni obliki in tako dalje. Sploh ne vem, kaj čakate, če bi radi postali coachi, če bi radi postali predavatelji, mentori, da se ne prijavite in prijete. Mi imamo ljudi, ki so bili že lani, so rekli, da je prišli še enkrat, ker je bilo tako fajn, zato, ker vidijo, da naredijo premik, preboj, da grejo hitreje, če imajo mentorja, če imajo nekoga, nekatera se lahko obrnejo za vprašanje. Mi imamo zaprto Facebook skupino, ko boste dejansko povezani z ljudmi, ni važno področje, mi imamo ljudi, ki so bioenergetiki, ljudi, ki imajo kadrovsko agencijo, ljudi, ki imajo željo, da bi pomagali moškim, ljudi, ki bi radi pomagali ženskam. Imamo nekoga, ki je recimo dating coach, tako imenovan dating coach, oziroma ena izmed niš, o kateri razmišlja je dating in tako dalje. Tako da imamo ljudi, ki so odprti za različna področja in bi radi pomagali različnim nišam, in zdaj se boste vi z njimi povezali, videli, kaj oni delajo, vas bojo malo brcali v rit, spodbujali, motivirali, in tudi vaša naloga je ta, da odkrijete, kaj je to vaša niša. In tu ni čez noč, že zdaj povem, tudi ta preboj, o katerem zdaj govorimo, lahko rabite nekaj časa, ma preden začnete, prej boste tam. Vsako leto, ko boste odlašali, ker mi zdaj zapiramo skupino, in ko zapiramo skupino, potem je konc, ne? Vsako leto, ko boste odlašali, boste izgubili 1 leto znanja in učenja, pomoči strankam, in potem boste prišli na koncu v penzijo, boste rekli, zdaj imam 80 let, 90 let, imam to svoje poslanstvo, to svojo željo, ki bi rada v resnici nekaj počela s tem, in bo prepozno. In zakaj bo prepozno? Ker takrat, ko ste gledali ta posnetek, ki ga zdaj gledate, niste rekli, da pridem, napisali maila Tjaši in rekli, ok, bom prišla, bom se nekaj naučila, bom naredila preboj, bom šla ven, bom malo ljudem. Mislim, coachi danes lahko počnejo s kjerkoli to, kar počnejo. Jaz sem zdaj v Londonu, lahko bi zdaj bil na dopustu, lahko bi se zabavil, lahko bi karkoli počel, lahko bi potoval po svetu, kjerkoli lahko zdaj ta posnetek posnamem in ven služim, ven pomagam, da naredite nek preboj v razmišljanju, da naredite preboj v delovanju in tako dalje. Danes, če pogledate, vi lahko, in to coachi danes ne počnejo, vi lahko naredite sistem, kjer boste dobili denar in pomagali ljudem tudi med tem, ko spite. Jaz danes mislim, da je ena najhujših napak, ki jih coachi počnejo, to, da nimajo sistema, kako služiti strankam in kako služiti tudi denar med tem, ko spijo. To pomeni, če vi edinikrat zaslužite nekaj denarja in dobite plačano, takrat, ko dejansko delate, boste vedno, ko boste šli na dopust, vedno, ko boste šli na izobraževanje, vedno, ko boste šli, kako jaz zdaj, na neko dodatno znanje in pridobiti neke dodatne
usposobljenost, boste v resnici brez prihodka. Ma ne samo, da boste brez prihodka, vi boste v resnici takrat znanje, ekspertizo, vse, kar ste pridobili, vaš transformacijski proces imeli v svoji glavi, namesto da bi služil ljudem, namesto da bi pomagal ljudem nekje zunaj. Tako da, če zdaj poslušate ta posnetek, a ne poslušate slučajno, če zdaj poslušate to in gledate, potem ga poslušate z enim namenom, da se napišete mail Tjaši, da se slišite s Tjašo. Tjaša, jaz bi rada postala coachinja, mentorica, predavateljica. Tjaša, jaz bi rad postal coach, mentor, predavatelj. Jaz bi rada pomagala ljudem. In prosim, pomagaj mi najti način, da to se zgodi. Pomagaj mi, Tjaša, kako lahko jaz to naredim, kako sem lahko jaz coachinja, predavateljica, kje so stranke zame in tako dalje. In ko boste s Tjašo to se zmenili, kako se prijaviti, boste videli, da je nekje treba začeti. Ker vsaki dan, ko odlašate in ne začnete, je izgubljen dan na poti do vašega uspeha. Vse stvari bomo mi posneli, tudi če en dan ne morete prijeti, posnamemo. Kar pomeni, da to je edina delavnica, pazite, to je edina delavnica, ki jo jaz posnamem in dam vam posnetke v doživljenjsko uporabo. To pomeni, karkoli bomo tam se naučili, če bi radi 5-krat, 10-krat videli, ker vam je to koristno, ker rabite to slišati še večkrat, imate na voljo. To je edina moja delavnica, ki v resnici vse, kar delam v živo, vam dam tudi na voljo, da v resnici dobite za domov. Ker vse ostale delavnice tega ne pustim, niti ne pustim, da vi snemate in tako dalje. Tukaj pa jaz posnamem s profesionalno kamero, 4K kamero in vi lahko to uporabite. Zdaj, jaz verjamem, da je potem cel kup vprašanj, ki jih imate v glavi. Joj, pa ne vem, če je to pravi čas, pa jaz ne znam nastopati, pa jaz ne vem, kdaj bi bilo to zame, ali jaz zame, ali bo to bi res pomagalo. Pa Aleksandar je tako malo bolj čuden, pa niti ne razumem prav tega njegova dialekta. Vi pridite zase. Tudi če mislite, da ne veste, kaj boste počeli točno, pridite, naredite transformacijski proces za eno nišo, ki jo boste zbrali in potem se lahko premislite čez en mesec. Naredite novo nišo. Pomembno je samo to in zdaj imam nekaj genialnega. Eno genialno stvar manj, kako boste dobili stranke. Zaenkrat, če niste še nobeni osebi pomagali, jaz vam svetujem, da pomagate nekaj ljudem najprej brezplačno. Jaz vam zdaj nekaj genialnega, ki vam bo pomagalo dobiti brezplačne stranke, ki boste testirali transformacijski proces in večkrat, ko boste ta transformacijski proces testirali, večja je verjetnost, da boste ga izpilili in naredili tako dobrega, da ga bojo stranke same hotele. Mislim, ta delavnica, ki jo zdaj imam za vas, je nekaj, kar jaz počnem zase že ne vem koliko časa, ker skozi razmišljamo o eni najbolj pomembnem vprašanju. Vidim ljudje, ki pridejo na delavnico, pazite to. In potem čez 1 leto, 2 leti, 3 leta pride spet na isto brezplačno delavnico. In ko jih vprašam, kaj se je spremenilo v njihovem življenju, se nič ni spremenilo. In se počutijo odgovorne za te ljudi. Oni pridejo, dobijo malo motivacije in potem so 14 dni nahajpani in potem se nič ne zgodi v njihovem življenju, ker jim nisem v resnici znal prodati paketa, ker nisem znal prodati praktika, mojstra, coacha, hipnoze in tako naprej. Ker ti jaz verjamem, da ljudje, ki pridejo na vse moje delavnice, naredijo preboj, kar niti sanjati ne morejo drugi ostali. In ostali pridejo in se jim zdi predrago. In potem rečem točno to. Razlog, če se nekomu zdi nekaj predrago, je razlog, zakaj more priti na delavnico. Zakaj? Ker nima denarja, prav zato, ker neč ne investira vase. In zdaj je vedno vprašanje, kako ne priti na delavnico, če nima denarja. Videli boste nekaj, jaz sem videl vse pri sebi, da ker si nekaj res močno želite, ker rečete nekaj, ja, to bom naredila, potem greste ven in najdete način. In jaz vem, da ker sem jaz šel, je bil način, da sem si denar sposodil in naredil preboje, ki bi jih drugače ne naredil, če ne bi imel mentorjev po vsem svetu. In velikokrat povem zgodbo, da sem spal na tleh v Londonu, v župniku, in ker nisem imel denarja. Jaz sem v resnici sem tisto njegovo sobico, ki je imel z nekim računalnikom, si izboril, da sem lahko tam bil par noči, zato sem bil prostovoljc pri Tony Robbinsu in vsaki evro, ker so bili to časi, ko nisem znal
pravilno ravnati z denarjem, nisem imel teh znanj, ki sem imel danes. Kajti najhujši problem danes coachov, predavateljev, mentorjev je ne to, da ne znajo prodati eni stranki, dvem strankam, trem, temveč da imajo konsistenten vir prihodka. To je konsistentno pomeni, da lahko januarja, februarja, marca, aprila, junija, julija, avgusta, decembra živijo in dobivajo prihodke, pomagajo svoji družini, preživljajo svojo družino, sebe in velikokrat se zgodi tudi, da ena stvar, ki vas bom spodbujal, je, da počnete že zdaj stvari, ki vam bojo pomagali, da boste služili medtem, ko spite. Da boste pomagali ljudem medtem, ko spite. In zavedajte se nekaj, da na začetku ni enostavno. Jaz, ko sem na začetku začel, sem rabil, zdaj sicer imam še vedno obe podjetji, sem rabil intenzivno delati v obeh podjetjih. In zdaj, če imate zdaj službo, s katero se preživljate in popoldne razmišljate, da boste coachi, mentori, predavatelji, je tako na začetku. Na začetku je treba reči, to je zdaj prehodno obdobje. Prehodno obdobje bo trajalo 1 leto, 2 leti, 3 leta, ne vem koliko. Med tem času si bom rezerviral torek, četrtek popoldne za coachinge. Takrat si bom nabrala najprej 20, 30, 40, 50 brezplačnih strank, jih obdelala in pomagala, jim dala transformacijo. V zameno bom dobila njihove testimonije in tako naprej. Potem bom šla bla, bla, bla. Znanje, ki ga boste dobili na 5-tier business coachu, je neprecenljivo zato, ker vas bomo naučili, kako dobiti brezplačne stranke, kako definirati transformacijski proces, kako izboljševati transformacijski proces, kako napisati page tako, da bo, kako sploh prodati nekomu brezplačno seanso, ker danes ljudje nočejo brezplačne seanse, danes ljudje v resnici nočejo, da jim boste nekaj za to naredili, ker je to še zmeraj investicija njihovega časa. Ne verjamejo, da ste vi sposobni to narediti, če ne boste se znali pravilno predstaviti, če ne boste znali na pravi način z njimi komunicirati. Če razmišljate o tem, da bi kdaj v življenju to radi počeli, začnite rajši sedaj, ker je bistveno lažje, bistveno ceneje, kot bo čez 5 let, čez 4 leta, čez 3 leta. Zakaj? Kajti sedaj se dogaja ta preboj, kot se je dogajal z Bitcoinom pred x leti. Sedaj se dogaja ta preboj, kot se je dogajal takrat, ko so še stvari navzgor. Zdaj gre trg naprej, se razvija in potem se bo v nekem trenutku za tiste, ki boste vztrajali, zaprl in vam bo dal neko neverjetno konkurenčno prednost. Če pogledate recimo moje življenje danes, jaz lahko neham oglaševati, imam še vedno dovolj strank, ki me s priporočili in vsem tem, kar sem do zdaj transformiral, pomagal, se obračajo na mene in lahko preživim že s tem. In isto rabite vi narediti v vašem življenju. Rabite začeti graditi vašo kariero, vašo prihodnost, vaš coaching posel sedaj. Začnite s koraki, ki so vam udobni, pišete tjaši, premaknite rit in se prijavite, vse bomo posneli. Vi boste naredili vaš prvi Facebookov glas. Aha, boste vklopili, ali ne? Jaz sem priporočil vašim coachem, da vklopijo 1 evro na dan in 20 dni oglašujejo. 20 evrov ne dajo zraven. Vi boste seveda z nami naredili vašo prvo spletno stran. Eni že imate stran, pa vam povem, da je obupna, ker če zdaj ne konvertira, če zdaj vam ne daje podatkov, ni tako dobra, kot bi lahko bila. In ko boste dobili skripto, boste lahko to spletno stran izboljšali. Torej, jaz vas vabim, da se mi pridružite, 5-tier business coach, kajti mi bomo končali junija, imeli bomo še 4 srečanja v živo, 4 srečanja online, vendar vse snemamo. Tako da, tudi če kdaj ne morete, tudi če greste kam potovati, tudi če živite kjerkoli drugje, vse snemamo. In lahko vidite to ne vem kolikokrat. Jaz vas vabim, da napišete tjaši mail, da se mi pridružite in začenjate narediti vašo kariero, vaš posel, začenjate spremljati vaše življenje, pomagati ljudem, zato ker kdaj, če ne sedaj. In samo pomislite na vse ljudi, ki jim boste življenje spremenili, pomislite na vse ljudi, ki čakajo, da jim boste vi življenje spremenili, pomislite na to, kakšno bo vaše življenje potem, ko boste zgradili vaš sanjski posel in boste seveda lahko počeli, tako kar jaz počnem zdaj, od kjerkoli po svetu, pomagam ljudem, spreminjam življenja in seveda pomagam tistim, ki v resnici iščejo pomoč. In jaz vam garantiram nekaj, da danes je nekje mala punčka,
mali otrok, ki joka, ker starši ne znajo komunicirati, zato ker vi, če je to vaš avatar, če je to vaša ciljna publika, niste pritisnjeni na gas, se brceni v rit, se prijavili na 5-tier business coach delavnico in naredili preboja v vašem življenju. Danes je nekje nekdo, ki bi rad se bo šel v prodajo in zaradi tega ne more dati plač svojim sodelavcem, ne more dati denarja svoji družini, ker niste vi, če ste recimo prodajni coachi, šli v akcijo, naredili preboja in pomagajte ljudem. Danes je nekdo, ki ima izzive s težo, ima preveč kilogramov, je sram, ne more iti kopalke ta oseba in bla, 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 zato ker ste vi, ki ste lahko coach za hrano, za zdravje, predavatelji, niste šli v akcijo in ste egoistični zaradi tega in ste nesramni in ne naredite preboja v teh ljudeh, samo zato, ker ne reste vam, se ne spostavite, ker ne reste ta tečaj 5-tier business coach, ki vam bo pomagal, da lahko spremenite vaše življenje, življenje drugih ljudeh in naredite preboj na področju coacha. Toda jaz kar vas vabim je, napišite mail Tjaši danes, zmenite se z njo, rečite ji, da dobite VIP popust, ker ste šli do konca tega posnetka. Rečite ji, da bi radi recimo naredili nek preboj v vašem življenju in da ste sedaj pripravljeni za to. Rečite ji, da vse te izgovore, ki jih imate, finance in bla, 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 ker vem, da boste imeli v vaši glavi izgovore, moram vprašati ženo, moža, moram to, bla, da boste te izgovore za 1 leto odstranili in se nehali izgovarjati, kaj ti ljudje, ki imajo bistveno slabše pogoje, kot vi, so šli ven in so transformirali svoje življenje, življenje drugih ljudi. Spremenite sedaj vaše življenje, spremenite sedaj življenje drugih ljudi, zato da reste v akcijo, prijavite se in seveda, ko boste začeli, boste videli, da pot je tista stvar, ki je še neraziskana, v vaše srce vam bo dalo skozi navodila, kam iti, kako se premikati in tako dalje. Nikoli ne bo idealno, vedno bo kakšna stvar, vendar idealno bo takrat, ko boste odmaknili te omejitve, omaknili ta omejujoča prepričanja in rekli sami sebi, evo, začenjam, danes bom z Aleksandrom in z mojimi sošolkami, sošolci začenjala ali pa nadgradila mojo pot kot coachinja, predavateljica, mentorica, svetovalka, terapeutka. Mislim, da je moj mentor, dr. Richard Bender, začel s predavanjem, tako da jaz bom zdaj mogel vas pozdraviti, tako da se vračam nazaj v zaprt prostor. Vendar vas prosim, vas vabim, da mi zaupate na tem procesu, da imam za sabo res toliko kilometrine, toliko znanja, toliko izkušenj in zdaj imam tudi za vas vse template, ki sem jih zbiral po vsem svetu pri mojih mentorjih, ki preverjeno delujejo. Če boste hoteli zaključiti recimo nekoga na brezplačnem klicu, da bo kupil vašo storitev in tako naprej, jaz vam garantiram, deluje preverjeno. Mi smo preverili pri nas na različnih področjih, na IT področju, na področju osebnostne rasti, Mastermind akademije in tako naprej. Naši coachi so šli ven in so preverili ta proces. Deluje. In še enkrat ponavljam, deluje. Vse, kar rabite je, da začnete to uporabljati in začnete spreminjati življenja vaših potencialnih strank. Tako da prijavite se, napišite Tjaši, da ste z nami, povejte domačim, povejte v službi, povejte, da ste z nami. In če kakšen dan ne morete, ker morate nekaj delati drugega, se tako zmenimo, da boste seveda nadoknadili tisti dan oziroma si ga pogledali v posnetku. Bodite v cvetju, verjamem v vas, komaj čakam, da se vidimo, da vam lahko pomagam, da vam lahko služim, da lahko vam pomagam, da začnete vaš posel in spremenjate življenje drugih ljudi. Bodite v cvetju. En lep, ste videli, da danes celo sončen, zdaj sem 2 dni imel dežnik. Pozdrav iz Londona, ker seveda pridobivam nova znanja, da vam bo lahko služil in pomagal izboljšati vaše življenje. Bodite v cvetju. Moje ime je Maja Golob, jaz sem avtorica knjižne uspešnice Mala malca. Zakaj sem se odločila oziroma kaj so bili moji pomisleki, strahovi, preden sem se prijavila na to delavnico, je bilo točno to, kako bom jaz vse to zrealizirala v praksi. A bom zmogla, a bom šla nekaj poslušati, kar že vse vem, ampak ni bilo to. Dobila sem konkretne tehnike, konkretne metode, konkretne odgovore na vprašanja, ki sem jih imela in enostavno brco v rit, da spravim vse to v prakso. Priporočam vsem, ki kolebate, a bi naredili korak naprej ali pa ne,
absolutno je za vse tiste, ki se tu sprašujete, ta delavnica primerna in zelo, zelo, zelo zaželjena. Rezultati so fenomenalni, tečajev prodanih ogromno, v prakso danih stvari, ki sem jih prej imela samo v glavi, sem zdaj dala res dobesedno na papir, na online in rezultati so fenomenalni. Pozdravljeni, moje ime je Marjanca Torščina Rantič in moj strah, preden sem prišla na delavnico 5-tier coach, je vsekakor bil, kako se izpostaviti, kako stopiti pred ljudi, kako povedati, kaj delaš, kako sam sebe pohvaliti, kajti če hočeš nekaj promovirati, če hočeš nekaj prodati, se mora znati tudi pohvaliti, mora znati izstopiti in to je vsekakor bila težava, je bil izziv, katerega sem imela, ker vedno sem mislila, da nisem še dovolj dobra, da nimam še dovolj znanja, da moram dati še več, da moram narediti še nekaj boljše, da moram narediti boljši produkt, boljši izgled, tako da veliko tistih vprašajev, veliko ovir in na tej delavnici smo jih rušili, kar padale se kot opeke, kot domino, kajti na tej delavnici dobiš in znanje, in samozavest, in podporo in to je tisto, kar vsi potrebujemo. Udeležbo na delavnici bi vsekakor priporočala vsem, ki se želijo izpostaviti, ki želijo delati z ljudmi, ki želijo razvijati svoj posel, kajti tiste začetne ovire nas lahko velikokrat zaustavijo in ne izkoristimo svojega potenciala samo zato, ker si ne upamo narediti prvi korak. Vemo, da prvi korak je najtežji in če takrat imaš podporo, če takrat dobiš dodatna znanja, če takrat dobiš spodbudo, če nekdo verjame vate in ti pomaga, je resnično neprecenljive vrednosti in to je tisto, kar vsi na začetku potrebujemo. Konkretno sem začela delati, sem stopila pred kamero, sem stopila pred ljudi, sem se izpostavila in sem začela deliti svoje znanje, svoje izkušnje. Naredila sem radijsko oddajo, naredila sem svojo plesno delavnico, začela sem delati v živo in pa tudi seveda s coachingi 1 na 1. Skratka, začela sem delati, začela sem verjeti vase in vedela sem, da imam podporo, dobila sem pa tudi tisto potrebno samozavest, dobila sem potrditev, da sem vredna, da znam in da zmorem. In če lahko še kaj izpostavim, če lahko kaj pohvalim, je vsekakor Aleksander, ki z svojo energijo resnično dela tako srčno, toliko nam daje, enostavno vsa svoja znanja, ki jih neprenehno nadgrajuje, nesebično deli z nami. Vedno nam da veliko več, kot je obljubil, ob tem pa seveda še skupina, ki je zraven, naši sošolci, vsi tisti, ki smo skupaj v skupini, si medsebojno pomagamo, delimo izkušnje, se podpiramo in dejansko čutiš, da nisi sam, da je nekdo s tabo, ti pomaga in te podpira. Delavnico 5-tier coach obiskujem že drugo leto. Prvo leto mi takoj po enem mesecu uspelo odpreti moje podjetje. Drugo leto sem se prijavil zaradi tega, ker me Aleksander potiska naprej. Kljub korona krizi me je uspelo obdržati posel in celo povečati prodajo preko spleta. Hvaležen sem Aleksandru, ker vrednost, ki jo dobim pri Aleksandru, jo ne dobim nikjer drugje na svetu. Pozdravljeni, moje ime je Milena Špindler in moja naloga je, da pomagam ženskam, da sebe postavijo na prvo mesto v svojem življenju, da stopijo na pot svojih sanj in da ponovno zažarijo svoji ženski energiji. Za 5-tier business coach sem se odločila zaradi tega, ker sem pa Aleksandru že delala NLP coacha in sem tam naredila osebni preboj. In ker je Aleksander izjemen predavatelj in ima ful strokovnega znanja, sem bila prepričana, da bom na 5-tier business coachu naredila tudi poslovni preboj. In točno tako se je zgodilo. Največja prednost, ki sem jo jaz dobila zase na 5-tier business coachu, je ta, da sem dobila strukturo, da sem dobila preverjene korake, ki delujejo in sem jih dala v prakso. In rezultat tega je bil, da sem tekom izobraževanja zaslužila 3000 evrov in dobila svoje kliente in svoje stranke zaradi tega, ker sem jim znala na pravilen način povedati stvari, da so me razumeli, kaj počnem in kako jim lahko pomagam. In zato vsem, ki imate ta mehka znanja, ki želite delati v bistvu ta svoj srčni posel in z njim zaslužiti, absolutno vam priporočam 5-tier business coach.
In priporočam Aleksandra, zaradi tega, ker res da vsakič vse od sebe in ful velikrat naredi še dodaten korak, sam zato, da je nam, njegovim udeležencem, olajša na tisoč in en način stvari, kakor se da. Tako da srčno priporočam in če želite delati srčni posel in od njega živeti, pojdite na 5 Tier Business Coach.